Tokratni večni derbi se je končal z zmago 4:2 v zelo divji tekmi, v kateri se je dogajalo veliko in na koncu zaslužena zmaga v sodniškem podaljšku drugega polčasa. Začelo se je fenomenalno, energično, odločno so prvaki krenili in že v prvi minuti prišli do prednosti. Dino Hotić je natančno podal, Luka Zahović pa z glavo za 1:0 že v prvi minuti. Mariborska ekipa se ni ustavila, naslednji v akciji Rok Kronaveter, njegov strel je Vidmar izbil čez prečko. Le 3 minute kasneje nova lepa priložnost, lepa dvojna podaja Hotić-Klinar, potem pa podaja Klinarja na glavo Kronavetru, tokrat direktno v domačega vratarja. No, v 16. minuti pa je bilo že 2:0, ponovno je bil v vlogi asistenta Dino Hotić vpisal drugo podajo na tekmi, prvi gol na tekmi pa je vpisal Rok Kronaveter za hitro vodstvo 2:0 po 16 minutah. Z začetkom smo lahko izredno zadovoljni, zato ker smo delali točno to, kar si želimo. Da so fantje čutili nasprotnika, da je nesiguren, zato smo šli tudi tako visoko. Smo jih zelo lepo pritisnili, tudi kvalitetno pritisnili, zadeli dvakrat, tudi po odzetih žogah smo res izredno to zaključili. Velika škoda, da še nismo tam, da bi nadaljevali v tem ritmu. To pomeni, da bi delali to, kar moramo. Ne rečem, da lahko delaš tak pritisk preko 90 minut, ampak tudi, ko se postaviš, da delaš to, kar je dogovorjeno. Tu smo malo popustili, tu nas rezultat 2:0 uspava, mislimo si, se bo nekdo drugi nekaj naredil in potem to ni dobro, zaradi tega, ker imaš nasprotnika, kateri ima kvaliteto. V 24. minuti nova priložnost, tokrat po kotu, žoga je prišla do Zahovića, njegov strel, toda pred golovo črto je rešil Maksimenko. Na mesto 3:0 pa 1:2 iz prve prave akcije domačih na tekmi. Podal je Savić pred gol, Menalo pa zabil za 1:2. Na premor torej z golom prednosti na začetku drugega polčasa, pa 11-metrovka za domače, po kateri so prišli do izenačenja. Prav je Kenan Pirić prvi strel Vukušića obranil, je domači napadalec izenačil na 2:2. Le nekaj minut zatem nova priložnost za Maribor, tokrat Viler z asistenco z leve strani, Zahović je meril pod prečko, toda izkazal se domači vratar Vidmar. V 74. minuti po odbijanju domačih je Pihler udaril na polno z levico. No, potem pa infarktna končnica tekme. Najprej v 93. minuti po povratni podaji napaka domačega vratarja in Rok Kronaveter je zabil svoj drugi gol za 3:2. Ja, strelska forma je dobra. V bistvu je bilo na začetku je bilo super, potem se je malo stavilo, ampak sem zadovoljen trenutno, kako gre in lahko smo zadovoljni vsi, no, ker ni samo moja strelska forma, to i drugi zadevajo in mislim, da imamo kvaliteto, no, da se to vidi in danes smo spet trije dosegli zadetke, tako da gremo dalje. Kar pa še ni bilo vse, po hitri akciji je Kronaveter prišel do gola od črte, potem pa lepo žogo podal na drugo vratnico, kjer je pretekel Rudi Požak-Vancaš in zabil svoj prvi gol na večnih derbijih. Za zasluženo zmago 4:2 in prvo mesto na lestvici po 6. zaporedni zmagi v prvenstvu bo naslednji nasprotnik prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu Mura. Smemo se ustaviti, kot sem že rekel, že prej moramo razmišljati o tekme, oditi od tekme do tekme in vsako zmagati. Če se da 15 zaporednih in 15 zaporednih. Moramo dobro delati, kot do zdaj in iti od tekme do tekme.